Spet si tu. Na istem robu, pred isto odločitvijo, s skoraj enakim občutkom v prsih. Veš, da si to že doživel. Veš, kam vodi ta pot. In vendar je del tebe, ki želi znova stopiti vanjo, kot da bi tokrat lahko bilo drugače. Joe Dispenza pravi, da se življenje ponavlja, dokler ne spremeniš energije, s katero ga živiš. In če se to ponavlja, pomeni, da nisi še spremenil svojega notranjega stanja. Ne zato, ker si šibek. Ne zato, ker si neuspešen. Ampak zato, ker tvoje telo še vedno išče znano. Tvoj se hrani z navado. Tvoje čustvo je kot kavelj, ki te vleče nazaj v zgodbo, ki si jo že prerasel. In čeprav si z razumom prepričan, da si se naučil lekcije, tvoje telo še ni pozabilo, kako je bilo čutiti preteklost. Ko se znajdeš v trenutku, ko bi lahko padel nazaj v staro, je to znak, ne kazen. To je trenutek zavesti. Priložnost, da izbereš drugače. Da ne reagiraš iz spomina, ampak iz zavedanja. Tvoj stari jaz bo poskušal preživeti. Bo šepetal. To je varno, to poznaš, to si ti. A v resnici nisi več ta oseba. Joe Dispenza pravi, da 95% časa delujemo iz podzavestnih programov. To pomeni, da večino odločitev ne sprejemaš ti, ampak tvoj spomin. In dokler ne prineseš zavedanja v ta trenutek, bo telo ponavljalo preteklost. Zato je ključ, da se ustaviš. Da ne reagiraš takoj. Da vdihneš in opazuješ. Kaj čutim zdaj? Je to ljubezen ali strah? Je to rast ali ponavljanje? Ko se zaveš, da te nekaj vleče nazaj, se začne osvobajanje. Ni pomembno, kako močna je skušnjava, pomembno je, da jo vidiš. Kajti ko vidiš, ne moreš več slepo delovati. Zavest raztopi navado. Svetloba raztopi temo. In to, da zdaj to poslušaš, pomeni, da si pripravljen prepoznati, preden padeš. Preden znova izbereš staro, se vprašaj, ali ta verzija mene še vedno verjame v to? Ali to odraža človeka, ki postajam? Če je odgovor ne, potem je to trenutek tvoje moči. Morda bo telo kričalo, morda bo ustvarjal zgodbe, a ti veš, da izbiraš novo realnost. In ko enkrat izbereš drugače, se nekaj v tvoji možganski kemiji spremeni. Začne se nova povezava, nova pot, nova prihodnost. Vsakič, ko se odločiš, da ne boš padal nazaj, utrjuješ svojo moč. Tvoje telo se uči nove resnice. Počasi, a zagotovo, postaja tvoj novi jaz močnejši od tvojega starega. To ni popolnost, to je praksa. In praksa je proces. Ko se znajdeš v ponovitvi, to ne pomeni, da si se vrnil nazaj. Pomeni, da si se ustavil na mestu, kjer si nekoč padal. In zdaj imaš priložnost, da prehodiš tisto, kar prej nisi mogel. To je rast. To je evolucija. In to je zavest. Joe Dispenza pravi, da telo ljubi znano, četudi je to boleče. Raje ima trpljenje, ki ga pozna, kot pa srečo, ki je ne razume. In zato, ko poskušaš ustvariti novo realnost, se telo upira. Pošilja signale, čustva, dvome v ne zato, da bi te ustavilo, ampak zato, da bi preverilo, če si res pripravljen. Če si res odločen. Zdaj, ko to poslušaš, veš, da se ne vračaš nazaj. Samo prepoznavaš, kje si bil. Vidiš staro energijo, a se z njo ne poistovetiš več. Opazuješ jo, kot bi gledal film, ki ga poznaš na pamet. In zdaj se lahko odločiš, da ne igraš več v njem. Z vsako tako izbiro ustvarjaš nov spomin. Nov občutek. Novo prihodnost. Nič se ne zgodi čez noč, a vsaka zavestna odločitev je korak proti svobodi. In na neki točki boš spoznal, da te stare zgodbe sploh ne vabijo več. Da ni več boja. Da si preprosto postal drugačen človek. Če želiš, da se tvoj svet spremeni, moraš najprej postati oseba, ki se ne vrača več nazaj. Tista, ki zna ostati v miru, tudi ko telo hrepeni po starem. Tista, ki zna zaupati, tudi ko dvomi. Tista, ki se zaveda, da je vsak padec samo vaja v zavesti. Ko pride naslednji trenutek skušnjave, se spomni, to je le test. Če ga prepoznaš, ga presežeš. Če se mu predaš, ga ponoviš. A vsaka ponovitev te uči več. In na koncu,
ko boš spet na robu, boš čutil mir. Ne zato, ker ne bi bilo več izzivov, ampak zato, ker boš vedel, kdo si. Joe Dispenza uči, da resnična svoboda pride, ko ne reagiraš več avtomatsko. Ko se odločiš z zavestjo, ne s preteklostjo. Ko tvoj mir ne niha več glede na zunanje okoliščine. Takrat nisi več ujetnik svojih čustev, si gospodar svoje energije. Zdaj veš, da prepoznavanje starih vzorcev ni znak šibkosti, ampak znak rasti. To pomeni, da si dovolj zavesten, da jih vidiš. In to, kar vidiš, lahko spremeniš. To je moč zavedanja. Torej, ko bo naslednjič prišla misel, občutek ali situacija, ki te želi potegniti nazaj, se nasmehni. Vedi, da si že naredil polovico poti, ker si jo prepoznal. In zdaj, namesto da padeš, ostani. Dihaj. Spomni se, kdo postajaš. Vsakič, ko izbereš novo misel, novo reakcijo, novo vibracijo, telo treniraš, da se počuti varno v neznanem. In ko se telo nauči, da je novo varno, se vrata odprejo. Takrat življenje ne bo več ponavljalo lekcij, ker jih boš osvojil. Če si danes to poslušal in si se našel v teh besedah, veš, da je to zate. Ne kazen, ne opozorilo v priložnost. Priložnost, da izbereš zavest, mir in rast. In če želiš vsak dan okrepiti to zavest, če želiš ostati poravnan z novo energijo in se osvoboditi starih navad, naroči se na ta kanal. Tukaj te čakajo sporočila, ki te bodo spomnila, da si močnejši od svojega uma, večji od svojih prepričanj in svobodnejši, kot si mislil. Ne vračaš se nazaj. Samo učiš se hoditi naprej z odprtimi očmi. In to je začetek tvojega novega jaza.